Kako si, Boris, zdravo? Živijo, pozdravi in iz gozda Martuljek, kjer ležim na travi in se vam lepo uživam v tem pogovoru. Ampak tam očitno ne pobiraš kokosov. Ne, točno z Ireno sem tukaj protagonistko našega novega komada. V bistvu sem šla na izlet trodnevni, na dopust, kjer sem nekako hotela zakrpati najne spore, ki so se načeli v samem videospotu. Tam je videti, da je bilo zelo hudo. Ja, ne, absolutno so se stepla, kot se pogosto na košarkarskem igrišču. Naj ego tako mene kot od Irene je pač velik in ko se te dva egota začneta krešati med sabo, iskre pač pokajo. Koš sicer malo manj, ampak je pa veliko nasiljeno. Tehničnih napak je mnogo več kot zadetih košov in to je pač ta odnos, ki se zgodi. So se že vse rane zacelile? Jih še liževa, jih še celiva, ampak počasi vse. Najbolj pomembno je pa, da so se zacelile srčne rane, ker so imela potem eno dolgo debato. Potem, da mora mogoče konflikte reševati na bolj miren način, ne na tako agresivno nasilen. Tako da te so najbolj pomembne, da se zacelijo. Tako je, ko zmagajo lirski subjekti in ne kokose. Točno tako. Ja, ko zmagajo lirski subjekti, je razočaranje naprej veliko, potem pa v bistvu ugotoviš, da je bilo to napisano že v nekih, oziroma predvideno že v nekih prerogbah, samo prerogbah, ki so obstajale že prej in v bistvu ugotoviš, da je prav, da kdaj tudi lirski subjekti zmagajo. Ni vedno kul, da vedno kokosi zmagajo. Kokosi mora kdaj tudi izgubiti. Ampak v skladbi Jaz in Irena pa je kar nekaj lirike. Absolutno, kar nekaj lirike. Mi smo, kot veš, veliki fani dolgih besedil, predolgih mogoče bi kdo rekel, mi bi rekel ne. Radi imamo pač to zgodbenost, pa to, da se nekako povemo neko tako konkretno zgodbo s čim bolj zanimivim dramskim trikotnikom. Da niso samo neke puklice ali pa neke naravne metafore, ampak da je pač res neka proper zgodba. Potem je to osebno izpovedna skladba? Absolutno je osebno izpovedna, vsi liki so resnični. Irena je rekla sam, da ne smem nikoli povedati njenega priimka, tako da ga ne bom, ampak to je pač moja cimra, živeva skupaj pod isto streho in sva prijatelja, ki sta se pač zaobljubila zaradi tega, ker se imata ekstremno rada v vseh pogledih, razen v romantičnem in seksualnem, da pač se bosta po 40 poročila, če ne bosta z nobenim drugim človekom našla skupne poti. In to se mi zdi v bistvu taka čudovita praksa, da če imaš nekoga, ki ga imaš zelo rad v vseh pogledih, razen pač v seksualno-romantičnem, da pač rečeš, obstaja vedno opcija, da po 40 se znajdeva, da bova pač sama. Tako da majde zvojo se pač zmeniti, da če se to zgodi, da pač skupaj preživiva, kot neke vrste dva cimra v domu za upokojence, recimo, ki pač imata dobro kemijo in je vedno boljše biti dobrim prijateljem, kot pa sam. Koliko let torej manjka do poroke? Še 15 let zame in še, v bistvu 15 let, zato ker sem jaz 25, Irena je 26, tako da ona bo prej dopolnila četrto milenijo, jaz pa potem še pol leta bi imel šanse, da mi uspe in če mi ne uspe, potem čez 15 let dahneva v usodni dah. Je pa skladba Jaz in Irena tudi ogrevanje pred tretjim albumom, ki ga pripravljate, kako daleč ste? Pa veš, kako je s tem, težko ti rečem, ker po eni strani se zdi ekstremno blizu, po drugi strani se zdi prekleto daleč in imam občutek, da nas v resnici ravno ta stres in te roki na nek način zelo lepo motivirajo in tudi inspirirajo. Tako da komadi, ki se rojevajo na naravnih pojavih in ki pač jih zdaj finiširamo, so fenomenalni, so nadgradnja čustvenega vrtiljaka in so pač spet en zelo raznovrsten nabor čustev, zgodb, žanrov. In res, komaj čakamo, da lahko te komade in predstavimo in potem tudi igramo v živo, ker res verjamemo v njih. Je pa tako, da pač smo nekje na, če bi mogli ocen zdaj na 75% je plata končana. Do oktobra in nastopa Cvetličarni pa bo? To pa, more biti, absolutno, in tudi bo. Do takrat pa verjetno dobimo na Radijske valove še kakšen plod? Absolutno. Plan je izdati, prihaja še en single pred naravnimi pojavi, mogoče celo dva. Zdaj smo, lahko tudi opazuješ neko pot, Ljubezenove ni prvi letošnji single, je imel še čustveni vrtiljak, nekak auro okoli sebe, se pravi nek break-up komad, ki je govoril o nekem zaključku nekega obdobja, potem Jaz in Irena je zelo nek jasen premik v to, da si okej s tem, da tudi če se nič lepega ne zgodi več, da pač si okej s tem, dokler si sam svoj človek in se imaš fino. In zdaj potem mogoče naslednji komad pa že napoveduje neko novo višjo ljubezen in potem nek premik k temu, da si pa ne želimo biti ta band, ki bi z vsako plato pač mogel pisati break-up komade. V idealnem svetu bo četrta plata in potem 5., 6. in 7. in 8. bojo pač
ljubezenski komadi o prijateljih, ampak ta tretja pa to še ne bo. Ta tretja bo pa v bistvu ugotovitev, da zaenkrat smo še turbulentni, da zaenkrat smo še malo patetični, absolutno že bolj odrasli, pa bolj samoreflektirani kot na čustvenem vrtljaku, absolutno tudi bolj premišljeni, bolj preudarni, manj kričeči, ampak še vedno pa pač 25, ne. Kot neki 25-letniki pa preveč odgovorni ne smemo biti, se meni zdi. Bomo pa sedaj odgovorni do naših poslušalcev in jim skladbo tudi privoščili. Zato Boris, ti ali Irena? Irena. Čau, mi smo Kokosi. Poslušate Radio Aktiv. Prava ljubezen ostane privlačno zbedi. Mi je rekla mami, duševna kemija je redka na djebe strasti. In zato za svojo cimro Ireno se slavnostno zaobljubila, da če bo pa 40 sama, se might as well poročiva in svoja siva leta preživiva v dobrih forah in dobrih debatah vsak dan. Sliši se dosti bolj carsko, kot bi car. A če ne najde nobenega in če jaz isto ne, moja stil Irena, v dobrem in zle. Yeah. Come on, come on, come on, come on, hey. Hodila preživljati noči k pravemu descu in jaz tudi. Znaj bi tokrat na poti, da ko se bova prvič srečala tam. Ja. Mogoče pa se zgodi 1 na milijon, da dejansko najdem nekoga, ki lahko poleg mojega telesa zadovolji še moja duša in ob tem ne zgubi volje do življenja nad mojimi izpadi, dedi išusi in panika napadi. In če preživi vse moje razvode, potem pač pogodba odpade. A če ne najde nobenega in če jaz isto ne, moja stil Irena, v dobrem in zle. Če ne najdem nobenega, ona pa ja. Moja stil Irena, sam prijatelj, ja.